LCD zasloni. LCD zasloni so nova vrsta zaslonov, katere so začeli razvijati leta 1968. Osnova delovanja so tako imenovani tekoči kristali, medtem ko pri normalnih zaslonih za osnovo služi katodna cev. Med leti 1850 in 1888 je veliko število znanstvenikov s področja biologije, kemije, medicine in fizike opazilo čudno obnašanje nekaterih materialov ob segrevanju pri prehodu iz trdnega v tekoče stanje. S poskusi so v nekaj letih ugotovili, da gre za novo agregatno stanje za tekočo kristalno fazo. Šele po drugi svetovni vojni pa so tekoče kristale pričeli razvijati in uporabljati, posledica so današnji LCD zasloni. Ti kristali zavzemajo agregatno stanje med tekočim in trdnim, kar pomeni, da jih lahko pretakamo, vendar pa po drugi strani ohranijo orientacijo v določeno smer. Kristali torej delujejo po principih obeh stanj, trdnega in tekočega. Obstaja več vrst tekočih kristalov, a samo ena je tista, ki omogoča LCD tehnologijo monitorjev. Pri tehnologiji LCD so pomembni termotropski tekoči kristali, ki se nadalje delijo na izotropske in pnevmatske. Pomembna lastnost nekaterih vrst pnevmatskih tekočih kristalov je stalnost razporeditve, saj je njihov odziv na določeno električno napetost predvidljiv, kar je ključnega pomena za LCD monitorje. Tekoči kristali so zelo občutljivi na temperaturo. Običajnim trdninam je navadno potrebno dovesti veliko energije, da se utekočinijo, medtem ko se tekoči kristali utekočinijo že pri malenkostnem vnosu energije. Polarizirana svetloba. Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ga lahko ponazorimo kot elektromagnetni val, ki nastane zaradi vzajemnega valovanja električnega in magnetnega polja, ki sta pravokotna drug na drugega. Ko potuje svetloba od naravnega oziroma umetnega izvora, pri tem niha in se širi v vse smeri. Ko svetloba zadane ob nek predmet, od katerega se odbije le tisti del valov, ki se giblje v isti ravnini, pravimo, da je svetloba polarizirana. Pod določenim kotom polarizirana svetloba tako vsebuje zgolj valove, ki se gibljejo po polarizacijski ravnini, ta pa je določena z vpadnim kotom svetlobe. Polarizacija je lahko naravna ali pa jo izzovemo umetno. Primer naravne polarizacije vidimo vsakokrat, ko ob sončnem vremenu pogledamo v jezero. Svetloba, ki se odbije, je polarizirana. Umetno lahko svetlobo polariziramo s pomočjo tako imenovanih polarizacijskih filtrov. Ti so največkrat narejeni iz plastike ali stekla, prevlečenega s tanko plastjo posebne kemične snovi. Ko so te molekule postavljene na lečo, ustvarijo mikroskopski filter, ki vpije vse fotone, ki ustrezajo njihovi formaciji. Svetloba, ki se prebije ali odbije, je ustrezno polarizirana oziroma usmerjena. Če polarizirana svetloba potuje skozi snov, ki kaže značilnosti tekočih kristalov, se ob prehodu lomi in iz belega žarka nastaneta dva žarka svetlobe različnih valovnih dolžin oziroma barv. Barva je odvisna od snovi, skozi katero svetlobo pošiljamo, dolžine vodnika in še marsičesa. Z
Zgradba LCD zaslona. Osnovni principi delovanja LCD zaslona oziroma zakonitosti, ki to omogočajo, so: svetlobo lahko polariziramo. Tekoči kristali lahko prenašajo in spreminjajo polarizirano svetlobo. Strukturo tekočih kristalov lahko s pomočjo električnega toka spreminjamo. Nekateri tekoči kristali so odlični prevodniki električnega toka. V osnovi je vsak LCD zaslon sestavljen iz 6 plasti. Najbolj zadaj je vir svetlobe, ki je lahko ogledalo ali fluorescentna cev. Naslednjo plast predstavlja tanka steklena plošča, ki je prevlečena še z drugim polarizacijskim filtrom. Nad tem je tretja plast, ki je pravzaprav velika množica elektrod, prevlečenih z indijevim oksidom. V sredini je plast pnevmatskih tekočih kristalov, ki so razporejeni v več slojev. Sledi pa še ena plast elektrod. Čisto na koncu je še ena steklena plošča, prevlečena s polarizacijskim filtrom, ki je orientiran pod točno določenim kotom glede na prvega. Delovanje LCD zaslona. Tu pride do izraza predvidljivost odziva pnevmatskih tekočih kristalov na izpostavljenost električnemu polju. Če skozi elektrodi spustimo električni tok, se njihova tekstura spremeni, zatorej skozi njih pronica le svetloba drugačnega valovanja, ki pa se jasno ne ujema s polarizacijo drugega filtra. Ko svetloba zadane prvi polarizacijski filter, postane polarizirana, nakar potuje do plasti tekočih kristalov. Molekule vsakega sloja tekočih kristalov svetlobo prepuščajo do naslednjega sloja, a ji pri tem spremenijo ravnino valovanja tako, da se ta ujema z njihovo lastno postavitvijo. Ko svetloba doseže konec plasti tekočih kristalov, je njeno valovanje zreducirano le še na valovanje, ki se ujema s postavitvijo zadnjega sloja tekočih kristalov pred drugim polarizacijskim filtrom. Če se ravnina valovanja te svetlobe, posredno torej postavitev tekočih kristalov, ujema z zadnjim polarizacijskim filtrom, lahko svetloba potuje skozi celoten sistem. Točko na zaslonu vidimo belo. Sivinske točke dosegamo s spreminjanjem jakosti električnega polja na elektrodah, saj tako lahko dosegamo tudi stanja, v katerih celoten sistem svetlobo le deloma prepušča. Dodajmo barve. Osnoven pristop je tukaj podoben kot pri CRT monitorjih. Namesto vsakega črnega piksla potrebujemo 3, po enega za vsako osnovno barvo, rdeča, zelena, modra. Pri LCD monitorjih se 3 barvne točke imenujejo podpiksli, 3 za vsako barvo po ena pa tvorijo piksel, kot ga poznamo. Z natančno kontrolo napetosti lahko v veliki večini sodobnih LCD zaslonov vsak podpiksel predstavi 256 odtenkov svoje barve, torej lahko na zaslonu prikažemo 16,7 milijona barv. Odbojni in odsevni zasloni. Omenili smo že, da imajo LCD monitorji čisto zadaj plast, ki skrbi za osvetlitev, saj tekoči kristali ne oddajajo svetlobi sami od sebe, temveč le spreminjajo fizikalne lastnosti svetlobi, ki čez nje potuje. Na podlagi vira svetlobe lahko LCD zaslone delimo v 2 veliki skupini, na odbojne in na odsevne zaslone. Odbojni monitorji imajo v ozadju lasten vir svetlobe, zato so uporabni tudi, kadar je okolje, v katerem jih uporabljamo, temnejše. Uporaba odsevnih monitorjev je omejena na svetle prostore, saj v ozadju nimajo lastnega vira svetlobe, temveč le zrcalo, ki odbija svetlobo. Pasivna in aktivna matrika. Da tekočim kristalom spremenimo teksturo, jih moramo podvreči električni napetosti. Če želimo na LCD zaslonu videti sliko, mora monitor hkrati kontrolirati mnogo točk iz tekočih kristalov. Skozi vsako točko teče električni tok pri določeni napetosti, kar se potem odraža z barvo točke na zaslonu. Glede na to, kako usmerjajo električni tok posameznega piksla tekočih kristalov, delimo LCD monitorje v 2 veliki skupini. Monitorji s pasivno matriko ter monitorji z aktivno matriko. Monitorji s pasivno matriko za nadzor tekočih kristalov uporabljajo mrežo, prek katere lahko spravijo električni tok do katerega koli piksla na zaslonu. Mrežo sestavljata 2 stekli imenovani substrata.
Na eno izmed njiju so naneseni navpični stolpci, na drugo pa vodoravne vrstice, zgrajene iz prevodnega materiala, običajno iz že omenjenega indijevega oksida. Vrstice in stolpci so povezani z integriranim električnim vezjem, ki nadzoruje, kdaj je kateri stolpec in katera vrstica pod napetostjo. Da bi spravili pod vpliv elektrike katerikoli piksel, mora nadzorno vezje samo še spustiti električni tok v pravilno vrstico in pravi stolpec, s čimer naelektri točno določen piksel, tam, kjer se križata. Čeprav se sliši princip delovanja pasivne matrike enostaven in logičen, je žal tudi nenatančen. In tu pridejo na plan monitorji z aktivno matriko. Kratica za njih je tudi TFT. TFT-je bi lahko opisali kot majhne preklopne tranzistorje in kondenzatorje, ki so lastni vsakemu pikslu. Ti so poravnani v matriko na substratu. Tudi tu za naslavljanje zahtevanega piksla nadzorno vezje pošlje ustrezen signal skozi celoten stolpec, ustrezno vrstico pa poveže v tokokrog, v nasprotju s sistemom pasivne matrike, kjer so vse vrstice stalno povezane v električni tokokrog. Ker je v tokokrog povezana zgolj ena vrstica, električni naboj dobi le kondenzator ustreznega piksla, ki ga zadrži, vse dokler se celoten cikel ne ponovi. Ker lahko na ta način napetost, kateri je posamezen piksel izpostavljen, bolje kontroliramo, tovrstni monitorji podpirajo tudi vmesne stopnje, ko piksel ni ne črn in ne bel, katere človeško oko prepozna kot sivine, danes večinoma v 256 odtenkih.